Tovarištvo, solidarnost, red in ugled so vrline, ki združujejo gasilce. Videti so človeka v nesreči in mu pomagati, rešiti njegovo življenje in premoženje, hitro in uspešno. Delati v skupini kot en mož in kot dobro naoljen stroj. Tako je v številnih gasilskih društvih po Sloveniji in tako je že 150 let v prostovoljnem gasilskem društvu Laško, glavnem junaku tegale filma. Pač včasih me kdo vpraša, zakaj sem sploh gasilec, zakaj toliko truda vlagam. Nikoli ne znam na to odgovoriti, pač izgleda, da je to neko poslanstvo v nas. Biti poveljnik takemu društvu je izjemna čast, ker poveljnik je samo eden. 150 let opravljanja humanitarnega poslanstva je velik dogodek, veliko odrekanja našega članstva. In upam, da bo ta obletnica prinesla tudi še kakšne nove člane. Kakor jaz opazujem, malo starejši v društvu, opazujem, da je veliko mladine. Ja, obletnica je za nas vsekakor zelo velikega pomena, kajti smo drugo najstarejše društvo v Sloveniji. Ki bojo ponosni na to, da je PGD Laško tako staro društvo. V svojemu prostemu času, ki ga namenjajo tako v delu društvu samo. Po nekaterih podatkih celo najstarejše. Kje gori? Kje gori? Kje gori? Kaj je se storilo? Kaj je? Gre hitrej! Ja, buf, nogi, kuk štura smo! Ni več vode! Ni več vode! Nije več! Dosti je tega. Treba je ustanoviti požarno obrambo. Ja, to moramo imeti. Ja, tega pa še Jan kjer ni. Bomo pa teperu. Tako je. To bo treba pa zapisati. Vicka, daj papir. Ko se je razplamtel rdeči petelin, so ljudje občutili nemoč in brez organizirane požarne brambe ni šlo več. Zaradi številnih požarov se je bilo treba organizirati. Laščani so se med prvimi lotili ustanavljanja svojega prostovoljnega gasilskega društva in nakupa potrebne opreme. 1870 so že sklenili, da bojo nabavili črpalke in ostalo orodje. Čeprav laški gasilci svoje jubileje, tudi tega visokega, praznujejo na datum, ko so jim oblasti vrnile potrjen statut,
še vedno radi poudarijo, da so se ustanovitve društva lotili prvi v Sloveniji. O ustanovnem sestanku nimajo dokazila in ker niso prepirljivi, so ta primat prepustili Metličanom. Po nekaterih podatkih celo najstarejše, ampak dobro, pustimo to tistim, ki so pristojni, da ugotovijo. Ker je pa te ustanovitelji so bili pač v številu, manjše število, so že na začetku sklenili, da morajo pridobiti več občanov, več članov, da se bo pač ta dejavnost lahko nadaljevala. Ob ustanovitvi je bilo društvo narodnostno mešano. Ustanovitelji so bili Slovenci in Nemci in tudi statut je bil napisan dvojezično. Prva desetletja do konca Prve svetovne vojne je tudi vsa korespondenca potekala v nemščini. Potem pa je nemški pritisk popustil. V tem obdobju so bili tudi požari zelo pogosti. V prvih 52 letih delovanja so jih našteli 70, v njih pa je bilo uničenih 150 stavb. Seveda se razlikujejo sedajni časi od takratnih, veliko več je intervencij, veliko zahtevnejše intervencije, službe zahtevajo več obveznosti in tako tudi manj ostane za gasilce. Leta 1921 so se začeli pozdravljati po slovensko, na pomoč. Da se danes gasilci na intervencije pripeljejo z avtomobilom je samoumevno. A svoje prvo vozilo so laški gasilci dobili v 30 letih prejšnjega stoletja, ko je bil že vrsto let župan dr. Fran Roš. V času mojega vodenja društva oziroma same operative smo velik poudarek dali na samo izobraževanje v društvu, tako da smo veliko večino gasilcev usposobili za posredovanje na vseh vrstah intervencij, katere imamo. Tako da zdaj trenutno je v samem društvu operativnih gasilcev 48, imamo še tudi 3 pripravnike, ki bojo v letošnjem letu zaključili tečaj in bojo tudi postali operativci. Zgledovali smo se po gasilski brigadi Celje, kjer smo poskrbeli za operativno enoto, da je bila opremljena z vso potrebno zaščitno opremo, od škornjev do jaken, do čelad visokega kakovostnega razreda in pa seveda nujno potrebna zamenjava gasilskega vozila tam 170, ki je bilo takrat staro 30 let. O izgradnji gasilskega doma so razmišljali že pred Prvo svetovno vojno, dogradili pa so ga tik pred drugo. A tudi tej novi stavbi vojna ni prizanesla. Pa so ga že leto po vojni obnovili in v članstvu gasilskega društva tedaj zasledimo tudi že ženska imena. V gasilsko društvo sem se vključila leta 1949, oziroma na to, ker so moji starši bili tudi vključeni tam in me je to veselilo. Pravzaprav sem pa bila tudi mogoče kak čas, veliko sem bila v gasilskem domu, smo stanovali, veliko sem bila v domu, veliko sem bila dol v garaži, ko so bili gasilci in sem tam spoznavala vse sorte. Takrat sem imel določene vizije, okoli sebe sem imel dobro ekipo. Prevzeli smo društvo z zelo dobro infrastrukturo, se pravi nov gasilski dom. Bili smo pa zelo slabo opremljeni, vozila so bila stara, zato je bilo to nekje v viziji, da društvo oziroma članstvo dobro opremimo, da zamenjamo vozila, da ustanovimo pridobitno dejavnost. Glavni cilj je bil pa ustanovitev poklicnega jedra. To je eden od ciljev, kateri mi do tega trenutka ni uspelo doseči. Vse ostale cilje smo dosegli. Zamenjali smo kompleten vozni park, z novo opremo opremili vse operativne gasilce, pa nekje postali
eno izmed najbolj prepoznavnih društev v naši regiji, pa tudi na splošno v Sloveniji. Smo pa tudi zelo veliko delali na strokovnem izobraževanju, tako da smo v teh, bom rekel, 12 letih pridobili ogromno število častnikov, višjih gasilskih častnikov in ostalega operativnega kadra. Morda njihov tehnični razvoj ne bi bil tako hiter in usposobljenost ne tako dobra, če se kmalu po izgradnji tovarne izolacijskega materiala tam ne bi vnel velik požar. Društvo je takrat prevzel Rudi Cestnik, ki mu je predsedoval cele četrt stoletja. Poveljnik pa je bil vrsto let Karli Križnik. Zelo smo bili slabo opremljeni in po tistem požaru, ko je bil v Timu, to je bilo leta 1973, se je pa ta zadeva začela zboljševati, ker so videli sam župan je videl, ali pa predsednik skupščine je videl, da tako ne gre več naprej. Ko je bil ta požar v Timu, ali pa v mojem obdobju od leta 1975 naprej, smo imeli en avto, to je bil tam Pionir. Tega smo dobili popolnoma novega, mogoče 2 let prej, meni se zdi, da je 70. leta. In tisti je bil že za tiste čase kar nekaj posebnega. To je bil pa župan ali pa predsednik skupščine tovariš Brinovec. Ta je imel malo več razumevanja za gasilstvo in ko sem jaz prevzel leta 1975, je bil ta avto že tu in imeli smo še en manjši avto, en Land Rover, in tisti ni bil popolnoma gasilski, ampak kljub temu smo s tem prevažali orodje in članstvo. V medvojnem in tudi še povojnem obdobju so bili gasilci močan združevalni element, steber družabnega in kulturnega dogajanja. Prirejali so igre, predvsem pa veselice, kjer je bil obvezen srečelov, tombola ali vsaj maček v žaklju. Takšna društvena dejavnost zdaj zadnja leta zaradi zaostrene zakonodaje skoraj ni več mogoča. Da jim tudi dandanes ne manjka igralskega talenta, pa priča tudi prizor v tem filmu, kjer so gasilci sami prikazali ustanovitev društva. Družabnost pa jim zdaj pomeni druženje. Prične se s tistimi najmlajšimi, pa to vidim, da so eni pionirji manjši, pa malo starejši, to se vidi, da je to nek napredek. Kot poveljnik sem se trudil, kolikor se je dalo, da smo uspešno izpeljali vse vaje, vse intervencije in tako tudi uspešno končal svoj mandat. V teh letih od mojega vodenja, odkar sem začel voditi društvo, je tudi zelo velik porast števila intervencij. V letih predtem je na primer bilo povprečno tam 20 do 25 intervencij, zdaj jih je pa nekje od 50 do 100, pač odvisno. Večina teh intervencij je pa tehnične narave, samih požarov ni tako več veliko, mogoče tudi zaradi tega, ker so ljudje malo bolj začeli paziti, so bolj previdni pri raznih kurjenjih in podobno. V času izgradnje je bil gasilski dom na robu mestnega dogajanja. Z leti pa je njegova lokacija postajala vse manj ustrezna. Zlasti ob intervencijah so dragocene minute, da bi čim prej prišli na mesto nesreče, izgubljali zaradi parkiranih vozil. Sredi 90-ih let prejšnjega stoletja so zato intenzivno začeli razmišljati o novem gasilskem domu. Potem in pa seveda z soglasjem članstva PGD sem jaz pristopil k društvu, kot sem omenil, leta 1996 in prevzel vodenje funkcije z enim samim ciljem, da zgradimo nov gasilski dom.
Aktivnosti so seveda začele teči leta 1998 in v letu 2000, ko je društvo praznovalo 130-letnice, smo tudi prišli in pa svečano odprli nov gasilski dom na lokaciji v Debru v Laškem. No, seveda, to je bil kar en velik zalogaj, v katerem so seveda sodelovali tudi še Rudi Cesnik, Karli Križnik, Dragica Starc in pa jaz. V bistvu smo bili nosilci te aktivnosti in jaz sem danes zelo zadovoljen, da smo takrat uspeli in da se tudi na tem področju, predvsem pa na operativu, delo z mladimi, so se izboljšali pogoji, kar se kaže tudi v sedanji aktivnosti društva. Ko gre za načrtovane dogodke, ima Laško gasilsko društvo zadnja leta največ dela v času piva in cvetja. Nenačrtovano pa jih vsakih nekaj let zaposlujejo poplave. Kar prevečkrat so se soočali z deročo vodo v zadnjih letih. Zdajšnja protipoplavna ureditev struge Savinje pa je razmere še poslabšala. In velika vodna gmota še veliko hitreje prihrumi iz Celja, kot je pred leti. Zelo me veseli, da gre trend opreme, tehnike in same usposobljenosti članstva vidno vsakim letom navzgor, tako da tudi ljudje občutijo kvaliteto našega dela. Jaz mislim, da smo danes lahko skupaj z Gasilsko zvezo in pa vsemi predstavniki in pa predsedniki gasilskih društev ponosni na kader, ki deluje v naših društvih kot takih. Prav posebej še pa izstopa gasilsko društvo Laško, ki ima res vrhunski kader, v njem delujejo mnogi gasilci, ki so hkrati tudi člani poklicne gasilske enote v Celju, ki so danes tudi inštruktorji šolanja bodočih gasilcev kot takih in so res tisti gasilci, ko bi rekel, iz mesa in krvi, rojeni za delovanje, v bistvu za takojšnjo pomoč sočloveku na območju občine Laško, pa tudi širše. Danes je gasilec nekaj povsem drugega, kot je bil pred 2-3 desetletji. Je dobro opremljen in usposobljen. Ve, kako je treba postopati v prometni ali naravni nesreči. In ko govorimo o Laškem gasilskem društvu, je še vedno prostovoljec, ki za gasilstvo namenja svoj prosti čas. Bo tako tudi jutri? In jaz mislim, da odzadaj imamo tudi primerno število mladine, otrok, imamo dobre mentorje in mislim, da se bo iz teh mladih izluščilo tudi nekaj operativcev, tako da bomo tudi zagotavljali te minimalne pogoje, ki nam jih predpisuje zakonodaja za izvajanje teh operativnih nalog. Tako da mislim, da v naslednjih 10 letih, če lahko tako rečem, je zagotovljena uspešna dejavnost našega društva. Če jim v mladih selekcijah vcepiš to miselnost, pomoč soljudem, mislim, da z leti pridejo do članstva, kjer opravijo te osnovne tečaje in potem so pripravljeni pomagati. Vsekakor moja želja, pa tudi samega vodstva društva je to, da bi v neki prihodnosti ustanovili poklicno jedro, se pravi, da bi imeli nekaj poklicnih gasilcev zaposlenih, kar v Laškem vsekakor potrebujemo, kajti vemo, da imamo dosti turističnih zmogljivosti, sama industrija je tudi dokaj močna. Vsekakor je pa prihodnost, še vedno moramo stremeti k poklicnemu jedru, ker današnji tempo življenja pač narekuje, da bodo prostovoljci čedalje težje usklajevali svoje obveznosti, službene, družinske z prostovoljnim delom. Pa jaz se niti ne bojim samih intervencij, da ne bi imeli ljudi. Problem je, da najdejo čas za izobraževanja. Takšna je podoba Laškega gasilskega društva po 150 letih delovanja. In tisti,
ki so danes najmlajše gasilke in gasilci, bodo podobo tega društva krojili jutri. Enako ali še bolj uspešno, kot je danes. Geslo tradicija, pogum in ponos pa utegne biti rdeča nit njihovega delovanja tudi v prihodnje.